Uporniki in upornice, to je bodovska specialna epizoda za drugo sezono serije Andor, po slovensko Andor, po bodovsko pa Andor. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, se je krajša, aktualna, a vedno antibanalna. Ta epizoda bo pokrila prve 3 epizode druge sezone serije, ki so prišle na Disney Plus že prejšnji teden, zato nič bad, če novih 3 iz tega tedna še niste pogledali. Če ste se zdaj šele lotili serije ali pa prvo sezono pogledali šele pred kratkim, v opisu te objave je seveda povezava do epizode, v kateri smo obdelali prvo sezono, tisto pa imate vse zapakirano v enem paketu, se pravi v eni epizodi. Z vami v boju ustrajamo vse do konca, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamov. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveže pretihotapljena in torej zelo, zelo vroča. In zdaj, muska. Ok. Skratka, delamo prve 3 epizode Andorja. Za tiste, ki niste razumeli dobro, tudi jaz recimo ne, ker sem enemu kolegu narobe razložil pred 2 dnevoma. Skratka, tokrat imamo, ta sezona bo sestavljena iz 4 tednov oziroma 4x po 3 epizode bomo dobili in med vsakimi 3 epizodami je približno leto dni časovnega preskoka. Nekako tako, skratka. Itak zdaj, ko že to poslušate, so zunaj, se pravi 4., 5. in 6. Epizoda te sezone in o katerih boste lahko naše mnenje, našo analizo, boste lahko poslušali naslednji teden. Skratka, pri Andorju bomo približno en teden zadnji, mogoče pa že naslednji teden ujamemo obe. Ne znam nič napovedati, ker smo zelo nepredvidljivi zadnje čase. Hotel sem še to reči, skratka, naslovi prvih 3 epizod so torej One Year Later, še kar telling naslov, se pravi leto pozneje, Sagrona Tima in Harvest oziroma Žetveni dan. Kot sem že rekel, prvo sezono osvežite v 141 epizodi, kjer smo gostili Rahelo Klopčič. Režija prvih 3 epizod, režiser je bil Ariel Kleiman, ki je režiral eno epizodo serije Yellow Jackets. Nekateri pravijo, da je to zelo dobra epizoda, ne vem. Mi to pravi. Scenarij vseh 3, oziroma čisto vseh, cele sezone, pa je podpisan po scenariju seveda ustvarjalec Tony Gilroy, ki je drugače scenarist prvih 2 Bornov, se pravi The Bourne Identity, The Bourne Supremacy. Režiral in napisal pa je 4. The Bourne Legacy, sicer pa je napisal in režiral tudi Michaela Claytona in Duplicity in je seveda scenarist Rouge One oziroma Rogue One. In so režiser. In so režiser, tako, neke dodatne prizore je posnel tako. Ja, mislim, da pol filma, kot se temu reklo. Pol se temu reklo pol filma. Tam je pisalo dodatne prizore, kakorkoli. Skratka, nekdo, ki ve nekaj o vohunkah, čeprav se v Bornu recimo več tepejo kot vohunijo, ampak ok. Prvi je čist clean, tako da ne vem. Tole pa mislim, da še glasba, pa je tukaj še napaka, to je še z prejšnjega scenarija ostalo, pobrišimo. Skratka, to je to, prvo sezono si lahko znova poslušate, Igor bo pa zdaj le povzel prve 3 epizode, kaj se je torej v teh epizodah zgodilo. Torej, dogajalni prostor je razcepljen na več lokacij. Prva lokacija se začne z tem, kako Andor se pritihotapi v neko bazo imperialno. Cassian, ja. Okay. Cassian, ja. Piše se Andor. Ja. In ukrade X-Winga, na kar pol... TIE Fighterja, sorry. TIE Fighter, fuck me. TIE Avengerja, lepo prosim. Imate vse v scenariju, zakaj ne gledate noter? Oziroma dim maščevalec je to, lepo prosim. Dvojedrni ionski motor maščevalec. Dim. TIE je. Two ion engine, ne? Kravatarski bojevnik, skratka, gremo naprej. In pol je pač cela scena, ki ga ne zna. Tisto je bilo vse ful predvidljivo, ampak ful lepo narejeno, kako on razstreli tam vse one ljudi v
in pač pot svojo ven. Potem pa pridemo na neznan teritorij in tudi on, ker se bi naj dobil z enim kolegom, ki ima transportno ladjo in bi potem pretihotapili tega TIE Fighterja naprej, dim maščevalca. Ampak pride tja, ugotovi, da transporterjih in friend je mrtev in tam je ena skupina teh upornikov, za katere je on že slišal, ne ve pa točno, kaj delajo, ker je pač cel chain of command zelo pač razcepljen, pač se ne bi med zaslišanji izdali in ti ljudje so totalni imbecili, brez vodstva, skregani, oni ga ujamejo in ga imajo za upornika in potem se v bistvu cel cajt pričkajo, pride do streljanja. Ja, in potem na koncu jim on uspe pobegniti konc druge sezone, ne? Zdaj, druge epizode. Zdaj, drug dogajalni prostor je tale Nazi Bejba, ki je z svojim fantom, kaj moram ime poiskati? Dedra pa Siro. Ja. In ona pač pride na sestanek, kjer dobi nov v bistvu naročilo in to je, da oni bojo zdaj uničili en planet, basically ugotovili so, da na tem Gormanu je neka ruda, ki jo potrebujejo in bo planet uničilo, ko jo bojo ven vzeli, toliko, ko jo rabijo in zdaj začenjajo z propagandno kampanjo, kak tele Gormane spraviti, da so pač mal zajebani, no. Mislim, da se to v sodobnem besednjaku reče prostovoljna emigracija. Ja. Ona pa reče, da pač propaganda te samo do neke mere spravi, da basically rabiš fake upornike, ki bojo pripeljali ljudstvo na tvojo stran. In očitno namerava to narediti. Pol pa je še ena krasna scena, kjer ona in njen incel boyfriend, ki obviously ni več incel, če živi pri njej. Ne pač, veš, Igor, ne sklepaj. Ja. Pusti spalnice drugih ljudi na miru. Tako. Ciril, kaj je s Cirilom? Njegova mama pride na obisk, kar je zelo lušna scena in je bilo zelo zabavno. Zvemo pa o Nazi Baby, da jo je kako že reče, Kinderblok jo je vzgajal, ona ni imela staršev, ona je sirota. In Kinderblok se mi je zdela zelo lepa beseda. Ful otrok poznam, ki bi morali v Kinderbloku odraščati. Igor. Nadaljuj, prosim. Nadaljuj, ja. Naslednji dogajalni prostor je tam, kjer ima Mothma njeno hčerka se ženi in imamo celo ekstravaganco, ki se zaključi v 90s Ibiza vibe. Rečemo te odkoja. Se mi je ful dopadlo, tako se mi je zdelo, nekdo je moral cel to folkloro, vse te plese razvijati, ker ful je tega, ne? In pol grejo na goro in to naredijo in ono in ful je stvari, ne? Ki so zelo natančno dodelane, vidiš, da en kup ljudi si je res za odsajt, pol pa tako, kako bomo zaključili Ibiza. Sure. Ja, glej, se imajo prav, a ni to je tipična slovenska poroka, najprej so ful neki obredi, neke šrange, ne vem kaj, na koncu pa Balkan. To bi sicer podpisal, ampak mislim, glede na pretežno britansko zasedbo, bi rekel, da je to precej Ibiza ali pa Majorka logika, tako da se tu podpišemo harba. Okay. Mimo grede, ta planet je Chandrila, gremo dalje. Najbolj tekno ime ever. Ja. Chandrila, pa to, čisto redo je. Sliši se kaj en slovenski reper, Chandrila. No in tam zvemo še, da tip iz Kaplinga, je v bistvu jo prišel izsiljevati in ko Stellan Skarsgård zve za to, sploh ne reče my dune, ampak pač ga da bek spraviti. In mes je še, to mi je pa se zelo dopadlo, ta ljubezenska zgodba iz prejšnje sezone, ženska, za katero zvemo, da je sestra od Mo. Sestrična. In njena beba, ki sta mogli iti na razen zaradi tega, ker z Rebellion requests it, jo ona zdaj vidi in ugotovi, da je pač tej
njeni ljubimki in Rebellion pomembnejši od nje. Naslednji dogajalni prostor je pa tale planet, ki deluje kot Ukrajina. Ja, ali pa Rebel Moon, ne? Tako, to sem tudi jaz zelo hitro pomislil. Nisem gledal tako da. To je izgledalo, kot da bi Rebel Moon je točno ta del. Aha, ok. Ja. In pač imajo žetev in tam se skrivata vmes Bix pa še on tip. Braso. He sleeps with the fishes na koncu. Rest in peace. Rest in žetev. Ja. Skratka, tam pa dobijo audit, to je torej revizijo in iščejo ilegalce in poleg tega hoče tale poveljnik še en taki incel kot Cyril izkoristiti svojo moč, da bi si Bix vzel in hvala Bogu. V drugi sezoni ne spremljamo mučenja Bix, ampak kar ga ona pospravi in to zelo učinkovito z hamrom, na kar pol vleti Cassian in jih reši, oziroma samo njo reši, ker polnega tamalega, ker tale braco sleeps with the fishes. Sem še kak dogajalni prostor pozabil? Ne, to je bolj manj to. Bolj manj to, ja. Razen tega v moji glavi, ali pa. Torej, what the fuck? What the fuck, ja. To je uvod v to. Skratka, Mito, tebe je presenetilo, kaj hočeš reči? Ne, sploh ne, to malo provociram, malo prckam. Jaz mislim, da je odlično nadaljevanje prve sezone, da nekako s temi vinjetami, s temi, Igor temu reče, dogajalnimi prostori. Tudi literarna teorija temu tako reče. Super, ko jo bom enkrat deležen, se bom podpisal po njo. Zdi se mi, da nekako proba v teh treh delih vsaj Andor komentirati banalnost dobrega in banalnost zla. Evo, tako zelo na hitro imam ta vibe. Da v bistvu tudi good guy delajo baterije, se prepirajo ali pa ne znajo rešiti situacije, se ne znajo odločiti, so cagavi, medtem ko bad guy so ali uporabili smo parkrat to toksično besedo incel oziroma politično nabito, lahko bi rekli, da je pač zona interesa tukaj prisotna, kjer imaš Dedro pa njegovega incela, ki po moje ju tlele portretirajo zelo kot idiota z pretiranim OCD-jem, pa sta mahnjena na minimalno fashion estetiko. Po moje pa nastavljajo neko grozodejstvo za tem planetom, ki obljublja nujno rudo. Pa tudi to Mon Mothma, ta banalnost dobrega zopeta, kao meni se zdela to kot neka podaljšana skozi 3 epizode boter uvodna scena, kjer pač, je poroka, pa hkrati vsi hodijo k botru, pa se probajo neke dile zmeniti, pa kao, kdo je dober, kdo je slab, mislim, vse skupaj bi pa povezal res po to, banalnost vsega skupaj, kao, vsi skušajo narediti svoj job, biti dober v temu, pa kao, prikrit, odličen, kakorkoli bomo to rekli, ampak je vse skupaj banalno. Ne vem, to je moj uvodni vibe. Igor, kaj se tebi zdi? Meni je zanimivo, pač zdaj, koliko vemo o Toniju Gilroju, pa mislim, da se z G izgovori, ne z Dž, on pač je dost izviren avtor in definitivno je skušal aktualne dogodke komentirati. Je pa zanimivo, koliko je uspel dejansko povzeti še enih filmov, kot recimo Zone of Interest, in ker tole pač, ko imajo oni debato, zdaj bomo pa pobili cel planet, je zelo Zone of Interest debata o krematoriju, ne? In malo se mi je zdelo, da res se zajebava iz Snyderja z to žitnico in tem, kako to izvesti. Ampak zdaj bral sem tudi v Hollywood Reporterju, koliko pač oni vidijo v tem čist, da je to v sci-fi zakrinkana politična zadeva, zato ker neke konkretne zadeve o teh stvarih danes ne moreš snemati
Tako da, basically, ko se ljudje menijo, kako bodo ubili cel planet, je ljudje, ki se menijo, kako bodo Gazo ubili, in pač vemo, kateri ljudje se to menijo, ampak ne moreš narediti filma o tem. Ko pridejo iskat ilegalce, je isto, ko pač iščejo ilegalce oziroma ljudi, ki jim niso všeč po univerzah ameriških, ampak spet filma o tem ne morejo Američani narediti. Ne? In je en kup teh stvari, je pa tudi zanimivo, koliko je to dejansko. Jaz vidim, da je to prav v duhu Vojne zvezd. Zdaj, mogoče pač jaz drugače gledam Vojno zvezd kot neki drugi ljudje, ki hočejo pač videti, da je najbolj v duhu Vojne zvezd možno pač ta zadnji Skywalker film. Ampak meni se to ful bolj zdi. Mislim, glej, pač imaš Hana Solota, ki je bad guy, ki je zajeban, tihotapec, gangster, dolžen vsem naokrog. Ja, take sorte ljudje so Cassian Andor in take sorte ljudje kot Jabba the Hutt je tale Skarsgårdov lik, ki pač je ideološko drugače usmerjen. In to se mi zdi ful bolj zanimivo. Hkrati pa je ena stvar, ki sem jo prebral v enem intervjuju, da je Gilroy, prednji je začel delati serijo, se dobil z Lucasom. In je Lucas eno stvar povedal, ki je ful pomembna, in to je, da pač vsi ti Jedi pa Sith, cela ta scena v sklopu tega sveta, mogoče 1% ljudi za to ve. Drugi se ne obadajo s tem, ne vejo, to mislijo, da je neka legenda, neke govorice o nekih svetlobnih mečih. Nikoli niso videli, ker je Jedijev toliko malo, ki so tam nekje v vrhu moči in hodijo naokrog, in mogoče bo kdo, ki veliko potuje naokrog, zaznal jih, ne? Ampak načeloma pa ljudje ne vejo, kdo so Jedi, da se sploh obstajajo ali se sploh ubadajo s tem. In potem pač imaš take ljudi, ki delajo čisto normalno in nimajo, zdaj bo pa prišel nek magician z lightsaberjem in nas rešil. Ja. Absolutno se strinjam s tem delom. Jaz mislim, da pač tukaj gledamo jaz mislim, da pač, če se greš neke franšize in če se greš nekega vesolja, dejansko je pač vesolje, in tukaj govorimo vesolje v tem nekem smislu, metaforičnem smislu in seveda tudi v realnem smislu vesolja, ker pač Star Wars postavlja vesolje. Če se že gremo tega, pač potem je mogoče en žanr premalo, pa samo en način zgodbe premalo, pač pol lahko razširiš marsikaj. In če smo recimo pri Mandalorianu vedno govorili, kako je podoben westernu, kako ima ene tam recimo ideje, je tukaj imamo pač vohunko. In ja, meni je recimo ta Star Wars všeč tudi zaradi tega, ker je pač, jaz sem odrastel z zgodbami, s pravljicami o ljudeh z svetlobnimi meči, ki pač rešujejo vse z prevalom naprej, pa skokom nazaj, pa z višje pozicije. Ampak pač ja, zdaj sem pa star 40 let in mi je všeč tudi kakšna zgodba, ki je malo bolj siva, ki ima malo bolj like, ki so pripravljeni umreti, ki so dejansko gverilci. Ker tukaj govorimo o upornikih kot pač gverilcih. To niso ljudje, ki bojo zdaj tle neki mantre pel in čakali. To so pač ljudje, ki so zapleteni v vojno, ki se borijo proti imperiju in ki se ne morejo imperiju zoperstaviti z, ne vem, floto vesoljskih ladij, ki bo napadla nek planet in ga uničila, ampak se lahko samo na nek gverilskim, vohunskim bojem. In meni se to zdi glede tega super. In tile 3 deli so ponudili to. Dobro, meni mogoče ta velika rešitev Cassiana v zadnjem trenutku se mi je vseeno zdela še malo pravlična in to pač vseeno gledamo tudi pač fantazijsko, znanstveno, fantastično, kamorkoli bomo to vrnili serijo. Ampak všeč mi je bilo predvsem to, kar si ti, Igor, omenil, skratka to dogajanje na poroki, na Chandrili, kjer imaš pač to malo intrig, kjer pač vidimo vse te like z prejšnje sezone, kje so znova neki postavljeni, kaj se v resnici dogaja, kjer tudi vidimo mogoče počasne neke
se mi zdi, da je prve 3 epizode, kar pa se meni zdi, so dobro nastavile, upam, da nadaljevanje, pri čemer jaz mislim, da lahko pričakujemo pač vedno več sivine pri pozitivnih likih, ker bojo pač morali, ker tudi recimo smrt Brasa je mislim, da samo prva smrt, ki jo bo Cassian Andor doživel na svoj poti do ciničnega Cassiana Andorja, kakršnega srečamo v Rogue One, ki je pripravljen tudi umoriti in pobijati za sabo in tako naprej in čistiti. Se mi zdi, da tukaj mogoče še vedno ni toliko recimo tudi ko beži od teh brigade Maja Pej, pač mislim, da ne ubije nobenega, no, skratka, beži pred njim, mogoče že strelja, mogoče unga, ki pogleda ven z ladje, enega poči se mi zdi. Ja, enega poči, tako leti nazaj na TIE Fighter, ker sem ni cajta za debato, samo poč. Ampak to je to, ni pa zdaj neki, še vedno pač mislim, da pač se, recimo, da se izogiba, tle ni rabo, ker so oni pač nesposobni, ampak recimo, da se še izogiba. In jaz mislim, da to, pač meni je bil dober nastavek tega, kar se bo dogajalo in tudi Mon Mothma kot nek lik, ki ga poznamo iz tega vesolja, iz te franšize že, mora tudi doživeti, jaz mislim, da marsikakšne deziluzije in marsikakšno stvar, da bo res postala vodja upornikov, ker zdaj je še vedno nekje zadaj v senci in pač skratka. Zdaj še lahko nekako utopi v alkohol pa plesa svojo moralno čistost. Se bi se to je bil, moram reči, da celotna serija ima odlično spisan dialog. Tukaj je scenaristično, zelo super strukturirano postavljeno, ampak dialogi so pa nekaj, kar v bistvu Star Wars je nujno potreboval, pa je to dobrodošel doprinos temu, ker za kontrast, Lucas je meni odličen montažer, ampak tekstopisec je pa bil vedno za nič, pač, če smo čisti iskreni. Tukaj pa prav tale scena v 3. delu, če se ne motim, ko se ona sprašuje, da bomo že ugotovili, kolikšna je ta številka, ki jo potrebuje ta njen bankir, ki je spostavil fundacijo, ampak se zdaj želi nekaj pogajati, zato da bo tiho. Pa Skarsgård potem dobro reče, vse dobro veš, kje je ta cifra. Kaj hočeš s tem povedati? Pa in ta odgovor nazaj je rekel, zavidam ti, da tega ne veš. Beautiful. Ne, mislim, ta lik je genijalen, Skarsgårdov, ki imaš, da je ta fake art dealer, ki je vodja upora, ki ima tole fronto, to se mi zdi, perfect, tak 70s vibe, ne? Ki imaš neke vohunske, plus to, kako oni z ropom v prvi sezoni dobijo denar, je pa v bistvu varianta tega, kako so levičarske teroristične organizacije v 70-ih tudi ropale in izsiljevale, da bi dobile denar. Kar se mi zdi lušna navezava. Mislim, sej treba je reči, da tukaj ni kaj, ne, performansi teh igralcev so pač izjemni, zato ker je igralska zasedba pač res odlična. Od Diega Lune, ki je pač meni je res zelo blizu, pa do tega, da meni je še vedno tale Cyril, se pravi Kyle Soler, ki ga tega Cyrila, mi je še vedno pač izjemen, tudi Adria Arjona mi je bila tukaj zelo všeč, kot Bix Kalin. Da ne omenjam, da jaz vsaka serija rabi Bena Mendelssohna, jaz mislim, da ki je pač, res se mi zdi, da vedno pa tudi doda neko to. Meni zdaj, ki skozi zgodovino hororja gledam kup teh mad scientist tipov, se mi zdi, da mu da eno tako človeškost temu tipičnemu liku znanstvene fantastike, temu stereotipu norega znanstvenika, ki pač v resnici nič ne vidi drugega kot tisto, kar on dela, pa mu je vseeno, če je to neka atomska bomba, samo da pač kljub temu, koliko ljudi bo pomrlo, ampak on je tle noter in on mora razvijati to. Jaz mislim, da ga on stavek tistega pozabosni ime igralca, pa lika celo, ampak tale Qui-Gon iz Game of Thrones, ki Dedri reče, on nima časa za ničesar drugega kot za rezultate, tako da vzem tale projekt pa zmagaj. Odlično ga opiše v tem enem stavku, nima časa za ničesar drugega, samo za rezultate. Mislim, vse vemo, kako veliki imperator, kaj počne z ljudmi, ki ga razočarajo, tako da jaz čist verjamem, da je zelo, zelo motiviran človek.
Ja, mogoče mene res malo presenetilo, jaz moram priznati, da nisem pričakoval, da bo še ta, se pravi, Dedra, kako se že rekel, Igor, da je to neki Naci bejba. Naci bejba. In Cyril, da bomo še njuno zgodbo zgledali, celo do takih potankostih, da imamo tu neko intimno večerjo z njegovo mamo. Zato se mi zdi, veš, kao, ta banalnost, ki se mi zdi, ker vem, kaj nastavljajo, no, pač trailer že to pove, pa dosti čivkanja po netu, jaz sicer nisem šel v podrobnosti, ampak očitno bo masaker za tem planetom, nekaj groznega se bo zgodilo, to je pač, mislim, da vsi vemo, ki smo zdaj videli ta nastavek, da bo pač Empire being Empire, ne? In da pač ta portretizacija te Naci bejbe in njegovega incel boyfrienda z idiotsko preveč okupirano mati ali preveč kontrolirajočo si mati, da nastavljajo kao to banalnost, to neko kvazi normalnost, potem teh zlobnih ljudi, ki delajo neke Eichmann bullshita, oziroma grozodejstva. Tako da to se mi je zdelo, da pač to gledamo mize, vsaj pri teh OCD minimalistih. Ja, po moje pač gledamo zadje teh birokratov, ki vodijo pač ta vojaški stroj. Drugače, zdaj mislim, o tem smo zdaj že govorili, pa jaz mislim, da ni neka velika skrivnost. Poboj miroljubnih gormanskih protestnikov je omenjen v Star Wars Rebels, za tiste, ki ste gledali, tam izvemo, da skratka Mon Mothma po tem poboju prvič javno nastopi proti Palpatinu in mu skratka očita to krutost, zaradi česar potem jo Ezra Bridger in Hera Syndulla, ki je za tiste, ki niste gledali animirane serije, spoznali smo jo v Ahsoki, ki mimogrede zdaj so ravno začeli snemati drugo sezono. In jo oni pač potem varno pripeljajo. Tako da jaz mislim, da tukaj bo šlo preprosto za to, da bomo z tega stališča tudi gledali Mon Mothmo, kako, se pravi, zato še pričakujem, da mogoče ta pokol še ne bo to hitro, ker se mora tudi Mon Mothma potem nekako, to je potisne čez rob, ali kakorkoli že. In jaz mislim, da bomo to še, da je to ena izmed teh stvari, ki jo bomo gledali. Mi je pa ta del še res zanimiv, ker ne znam še dobro sam umestiti tega Lutena Raela, skratka Skarsgardovega lika, ker ne vem točno kam paše, ker vsi ostali so neki že iz nekih drugih, mislim, so že v drugih filmih, serijah, ne vem kaj, omenjeni, za njega pa zato, ker je to itak ni njegovo pravo ime, jaz res upam, da to ni zdaj nek skrivnostni razkritje, da je pa on ne vem kdo, no. Count Dooku, pizda. Shit, ta bi bila dobra. A se Count Dooku je bil prej, najprej je bil Jedi, ne? Jedi je bil, pa itak je to... On je bil prej. Ja, se je pokojen. Ja, to je res, on je že zdaj mrtev, hvala Bogu. Joke, ne more biti, to bi bilo pa res poraz vsega. Ne, jaz mislim, da on pač mora umreti na koncu. To je itak. To je to. Meni se zdi, da pač je dobra, zdaj, a iščeš neko komparacijo z nekim likom, ki bi že bil v kakšnem delu, ne vem, meni je to stric iz ozadja, dobesedno, povzaj si slovensko politiko, pač enega, ki mora dirty business opraviti, zato da pač kao neka opcija prezgura na naslednjih volitvah naprej. V Vrenku smo ga videli, tistega, ki ga špila Veselko. Ja. Naprimer, ne, jaz mislim, da pač tukaj se nastavlja tale njegova pomočnica kot nekdo, ki ga zna beg spraviti na koncu, ker bo šel predaleč. To se mi zdi dosti realno, kako bi lahko to razpletli. Ker je dejstvo, da on je preveč cool, da ga ne bi kasneje več imeli, ne? Basically, če ti že imaš Rogue One in tam njega nihče ne omenja, je to edini način. Ja, umreti bo gotovo mogel. Ja, definitivno. Čeprav jaz pa, če se že pogovarjamo, kaj bo naprej, jaz nekako pričakujem, da bo tle Cassian neki, slejko prej ga mogoče moral žrtvovati. Tisto, kar sta ona dva imela v prejšnji sezoni, kjer je on njega dobesedno vzel pod svoje krilje kot neki mentor, ki mu je povedal pač, sorry, to tukaj upor, zato boš umrl, ubijal, kradel, lagal, karkoli. Jaz mislim, da se bomo to Skarsgardu na koncu maščevalo. Jaz pa mislim maščevalo. Mislim, da bo pač preprosto Cassian moral nekje pač, ne vem, njega potisniti pod vlak, da bo sam šel naprej.
Jaz pa mislim, da bo, ja, se strinjam, ampak bom malo dopolnil. Ne vem, zakaj imamo toliko biksa noter, zakaj je toliko noter, ker mislim, da pač pletejo ta osebna razmerja, ne? Tudi mislim, da to zdaj z Basotom mi je bilo na pol takole, mrtev ali ni, ne vem, malo si se hitro odločil starija, ne? Se mogoče zna prideti nazaj pa maščevati kakorkoli. Ampak znam se pa predstavljati scenarij, kjer pač Skarsgård pritiska na Cassiana, ne, da pač naredi za Rebels je to pa to, ampak se bo mogel odločiti za Biggs in mora, ne vem, Skarsgårda počiti za to, da Biggs reši, pa Rebels je kao nekako rešijo še potem na pol. Ampak se Biggs bo tudi morala umreti. Ja, pač naratamo, I guess. In potem on postane hladnokrven zločinec, asasinator in tata. Ok. Zaenkrat same zelo dobre in zanimive teorije. Kaj sem še hotel reči? Ja, Igor je omenil tele iskanje priseljencev v agrikulturi. Ne? Vse to je logično, tudi pri nas vse te jagode pobirajo priseljenci. Španija. To se mi je zdelo celo zelo tako. Pač imperij pride in oni preverjajo, ampak tako, kot on reče, pač tale, ki hoče potem so nuanse, nijanse. Ja, da pač se on zaveda, da drugače, a hočejo imeti žito požeto, pač pol bojo pač priseljenci delali. Pač, tako pač je v svetu, sej to imperij tudi se zaveda tega. Ne? Eno kritiko imam, ki se mi zdi, da v bistvu mogoče včasih še malo preveč udarijo s kladivom po žeblju, veš, na glavo. Dobesedno s kladivom je udarila, No, še to. Ne, tako se mi zdi, da je pač že skoraj da 1:1, ne? Samo da pač malo zamaknilo v deželo nekoč, pa v galaksijo nekoč, ker bi mogoče lahko, zdaj ne vem, še tu pa tam kakšno fineso bolj podrobili, ne? Ker pol nekako jaz, ko berem pa gledam zraven, se mi zdi, da v bistvu, ok, to poznam, to štekam, kaj mi govoriš pod tekstom, ne? In zato potem hlastam za nekimi temi banalnostmi, ali pa ki je ta lik še, ali pa je ta zga, ne? Zato ker itak, se ti tekst govori dobesedno, o čem ki so korelacije. Mislim, tukaj je ta banalnost v tem, da ti pokaže, da kakor hitro bo nekdo imel moč tako moč iskanja ilegalcev, jo bo na točno tak način izkoristil, ko bo prvo lušno bejbo videl ali tipa, odvisno kaj pač mu bolj paše. In to je, mislim, da tukaj ta banalnost. Ne, se strinjam. Pravim samo, da ne pokaže, da je on kakorkoli izprijen. Njemu je to normalno, da se tako dela. In on se ne bo izživljal nad posiljevanjem, on bo pač, če ona bo za, če ona ne bo za, pa je njen problem. Hočem reči, da ni sadist. Ne, štekam. Bolj se mi zdi, da v bistvu te obe in ona Botr, Mon Mothma scena, pa tale Ukrajina / ICE lovljenje migrantov po poljih scena, to so meni vse zelo na površju berila. No? Medtem ko bolj mi je bilo zagonetno v prvih 2 delih, kaj Andor počne s temi beboti na onem planetu, ki se ne znajo zmeniti. Ne? In v bistvu... Jaz sem prebral review, ki pokriva celo sezono in tudi reviewer, ki je videl celo sezono, se sprašuje, what the fuck je bilo to. No pač se pravim, tu se mi zdi bolj odgovor na to, da kao vsi začetki imajo neke spotike pa nerodnosti. Ne? In tudi kao ti rebelsi, ki se nekako skupaj sestavljajo, ne vejo proti komu se borijo polovico cajta, ne vejo kdo jih zalaga, ne vejo kdo je vodja in se mi zdi, da pač so želeli tudi pokazati, da pač good guysi, znajo zapaziti v bedarije pa banalnosti na ta način. To se mi zdi, da pač se mi zdi bolj zanimiv branje, no? Bolj zanimiva čtivo. No? Vse to se mi zdi edina pač smiselna razlaga. Ne? Moram pa dati ful pohvalo, karkoli je bila tista igra, kao škarje, kamen, papir, whatever ste se šla. Genius. To je bilo tako, kaj se dogaja? I don't know, ampak je cool. Tiste bilo meni tudi kar humorni vložek, pa še on neki dinozauri, ki vletijo noter, pa začnejo papcati ljudi. Vse skupaj je bilo pač samo absurd, pa banalno na koncu, ker se pač niso znali zmeniti. Pač enostavno bi se mogli zmeniti, kdo je glavni, pa med volitve, pa bi šlo takoj dalje. Ne, pa še bolj noro je, da so kričali drug na drugega, najbolj očitne stvari, če imamo pilota tu. Ampak mi ne znamo ladje furati, ampak nimaš futra tam, pa ne moreš ti preživeti na onih kislih bučah, ali kaj sta tam le si v usta talali. Mislim, najbolj očitne, normalne stvari, ki bi vsak mogel potegniti. Andor pa govori, mislim, kaj je že kasneje rekel, da je nekaj se prepira, da je reši ponjavo na pni, zato ker bo dešk malo ponehal, pa nucamo vodo, veš ko. Pa ga vsi pogledajo, kot da je fukin.
Ja, vseeno mogoče jaz mislim, da je to tudi pač nastavljeno bilo tako, da tudi vidimo, koliko je Cassian napredoval, recimo temu, ne? Koliko je pač, oni so zdaj totalni začetniki, on je pa tle že izkušen upornik, kakorkoli pač bomo temu pač rekli. Ja, je bilo par takih, jaz mislim, da res miniaturke so bile zelo, zelo fine. Meni je bil tudi všeč tale zanimiv konflikt, ki ga ima in pač mal nepredvidljiv konflikt, ki ga ima, ki ga ima Mon Mothma za svojo hčerjo, ne, kjer pač pove, ne rabiš se poročiti, če vedno lahko odstopiš, to je dogovorjena poroka, to ni ljubezen in ne vem kaj, ampak pač ta mali se zdi mama pač čist zmešana in jaz mislim, da je očitno tudi neki zameri odnos s fotorom, karkoli pač imata, ker pač se vidi, da nimata neke ljubezni med sabo. Skratka, ona gre v to zelo, ne bom rekel, da z veseljem, ampak skratka, gre pa definitivno si želi te poroke. Je čist brez vrednoco, a na ti ljudi. A veš, brez nekih načel ali pa kao cilja, v bistvu, da ta fotor, da kako že počastitev, ne, torej, ja, ko malo kozarce dvignimo, dajmo nazdraviti mlado poročencima in potem njegov moto tam pove, kao da veš, kregi, konflikti bojo, vse povsod kao, ne, ampak išči tisto, kar je čudovitega v tem vesolju. To so kao, veš, majhne radosti, dober obed, ono, kak ti fucking lapaš, pizda. A veš, celo vesolje kurijo, ne, vse posod grozodejstva, mislim, da v onem, no, pač na onem žitvenem polju Baso dobro reče, kao, se ne dogaja, samo tle, to se vse posod dogaja, ne. Oni pa živijo tamle v tem, torej, zagrajenih palačah, ne, ki nimajo pojma, kaj se zunaj dogaja, ne, in hčerka, ta konflikt je dobro, ne, Mon Mothma ve, kaj se dogaja, Luthen ve, kaj se dogaja in ona je mogoče želela tu pritisniti, da je odrasti, bod nekdo, kao, ne bod samo bogatunka razvajana, ne. Pa je, mislim, da zopet ta scenaristični dovtip je bil odličen, kao, mati, želim si, da bi bila zdaj pijana, kao, wow. To mi je bilo... Da bi bila ti pijana. Ja, da bi bila ti pijana, to je bilo hudo, ne, kao. No, in mati vse to željo zelo hitro uresniči. Ja, jaz mislim, da... Hey, if you can't beat them, join them, kva, vse za en dan. Ne, moram reči, da sem navdušen. Tudi jaz. Ki ima ful zapovedati, pa povem včasih na direktni grob način, druge stvari pa si zna čas vzeti, pa minutažo, pa pustiti tudi eno podbranje. No, tako da ja, upam res, da bo sezona še nadaljevala to naprej. No. Ja, zanimiva bo ta struktura 3 delov, ne? To so skoraj neke epizode, ne? Kjer bomo pač gledali pač neko to. Ampak ja, jaz pričakujem, da se pač to, ja, te glavne teme pa valjda, da se razvijajo naprej in da tukaj bomo pač, skratka, na te 2, 3, čak, koliko pa smo, ne, zdaj bomo spet seveda na 2, ker je Cassian z unimi skupaj, oziroma lahko, da se bo spet razbil, ampak ja, bomo na nekih 2 zgodbenih nitih opazovali razvoj naprej. Ja, sej, je pa to ful zanimivo, glede na to, da se ta ena epizoda, mislim, te 3 epizode zgodijo v par dneh in obsegajo pa 1 leto. Zdaj bomo spet 1 leto naprej skočili in pol se pomenili, se spomniš, kak je bilo lani boring, no, raznonih par dni. Ja. Ja, so se pa kar odločili, da to poimenujejo s tem Star Wars štetjem in jih bolje kurat za nube. Tako da je BBY, kar pomeni Before Battle of Yavin, kar je pač konec tega New Hope filma. In no, to se mi je zdelo lušno. Ja, ne, saj in znotraj svetovne postavitve vse tukaj štima. Eno vprašanje bi vprašal, mogoče predno še zaključimo kitak, ne vem, ali bi še kaj nekaj čisto na začetku, ki ste omenili, ali pa Aljoša, mogoče malo bolj, ker je Andor je kočljiva zadeva za starejše fane, tako sem izrazil, za fane naših let, ki smo odraščali z... Mi smo starejši fani. Ja, mi smo v srednji fani. Obstajajo tudi starejši. Še starejši, se vem. Ampak mislim, da zapadamo v neko isto šporo, kjer je pač Star Wars za nas bil žanrsko čist. To je bil fantasy, čarovniki v vesolju z žaromeče, ki se koljajo proti bad guyam and that's it. Bolj ali manj. In je
zanimivo, ker tale Star Wars Theory, YouTube kanal, en največjih YouTube kanalov, ki ima 10 milijonov ali koliko folka, je rekel, da ne bo Andorja ocenjeval sploh. Ker to ni Star Wars za njega. Pa je v bistvu on star, 35 ali koliko, se ne vem, sem je vseeno. Nula. Ne, zanima me ena stvar, ne. On misli, da pač kao Star Wars, vse veš, it feels like Star Wars, to je ful taka močna fraza, ki je po spletkah. Andor meni osebno feels like Star Wars, ampak so to liki, ki niso tako, kot si Igor ti rekel, slišali za Jedije, je v bistvu ena stvar, ki se gre ki ni žanrsko tam, kjer je originalna trilogija ali pa preddelja. In mi je zanimivo, da so franšizo na ta način penetrirali z nekimi temi manjšimi liki, hkrati pa kao dopolnjuje ta svet, pa se prav sprašujemo, je v bistvu kao za starejše fane Star Warsov to bolj problematično kot za mlajše, ki so v bistvu zdaj, ne vem, imeli vsaj 7, 8, 9, pa animacije, pa hkrati zdaj Andorja in je to lažje požirati, medtem ko mi smo pa bili zacementirani z neko žanrsko čistostjo. A je to neka teorija? Če smem jasno hitro, mislim, da že ko so risanke nastale, je šlo v druge žanre, ki so bile prvi taki odvodi. No? Medtem ko filmi, so dosti bolj ta SFF, kot nekaj vohunskega, so pa vedno imeli te elemente. Ampak prvi resen izstop iz tega je bil Mandalorian. In če je ljudem Mandalorian, pa kako kul, ne? A jim je tako kul samo zato, ker ima Baby Yoda, ker drugače je čist drug žanr kot Star Wars. Tako da ne vidim zdaj, da lahko rečeš, razen če si full fan onega malega pliškota, Groguta, in je to tisto, kar tebi feels like Star Wars, ker ima enega pliškota. Vem, da je ena centralna fora, v kateri znajo bluziti bistveno preveč časa, je da pač Star Wars je good versus bad, pa Force vmes in to so čarovniki. Da pač vse, kar je zraven, je zgodbovna navlaka. Jaz mislim, da pač odkar obstaja Star Wars, obstajajo delitve glede tega. Seveda, Vidva, mislim, da niste gledala How I Met Your Mother. Tam pač je Barney Stinson, lik, ki ga igra Neil Patrick Harris. On je full Star Wars fan, on ima tudi doma Stormtrooperja za kavčem, life size, in na neki točki skriva ženske not, kakorkoli. Wow. Ampak pol on ima full ene razdelano, koliko ženske stare so primerne za njega, in on se odloči, da če je ženski všeč, če ji ni všeč Return of the Jedi, pomeni, da je prestara, zato ker OG Star Wars fani jim je tisti film bil beden zaradi onih medvedkov. In če ji pač tisti film ni kul, če torej medvedki niso kul, pomeni, da je rojena ne vem kjerega leta, ker še je bila ker pač ni mogla videti onega filma, oziroma je videla v formativnih letih že Empire Strikes Back in pol vse po Empireu ti je bedno, razen če si kot Frodo videl Jedi. V glavnem, besides the point. Sure. Hočem reči, da pač obstajajo variante, kako bo ljudje najdli Star Wars, da to je pravi Star Wars, to ni pravi Star Wars, že od nekdaj, že od zgodnjih 2000. In najdeš pa tudi ljudi, ki jim je Star Wars totalno kul. Jaz vem, da je eno bootleg CD, ki sem ga nekoč dobil, žal pogrešen zdaj, je koncert od No Doubt, kjer oni špilajo Imperial March in je the coolest thing ever. In tako, če pogledaš No Doubt pa Star Wars, pa tudi ne moreš glih skup dati, ampak zakaj pa koji kurac ne. Tako da mislim, da ljudje, ki hočejo govoriti, kaj ni pravi Star Wars, so pač kreteni, razen če govorimo mi in omenjamo Last Skywalker. Dobro, legit. Kaj pa ti, Aljuša? Jaz mislim, da to je ena čist neka, mogoče malo druga debata, ali pa ki nima niti, mislim, seveda ima vezo z Star Wars. Da sem to zdaj na koncu vam vrgel to bombico, ampak tak, to je eno vprašanje, ki sem se ga vprašal. Čisto v redu. Jaz sem zadnje čase zelo veliko razmišljal o tem, zato bom malo mogoče povzel, ampak ne preveč.
V naslednji številki revije Literatura boste imeli moj esej o nostalgiji, ki si ga preberite, ki med drugim se loteva tudi Star Treka in Star Warsov, stališča oboževalcev nostalgičnih. In jaz mislim, da je nostalgija ena taka zelo zagatna reč, ki je ne znamo čisto dobro locirati in kjer gre bolj za spomin na tistih res starejših fanov, ki se bolj spominjajo otroštva, kakšni so oni bili kot otroci, ko so to gledali, in bolj gledanja Star Wars in občutka, kakšen občutek ti imaš, ko gledaš neko stvar tako, kot pa dejanskih filmov Star Wars. In ti spomini znajo biti zelo, zelo triki reč, ker ne vem, jaz tudi ne morem točno določiti, kdaj sem prvič videl Star Wars. Gotov sem bil otrok, gotovo sem to nekje po televiziji, gotovo je tudi bila to ena od franšiz, ki je bila meni zelo všeč, zelo blizu, ampak ne vem, nikoli, ko sem gledal nove, nisem bil toliko navezan, ne vem, jaz mogoče vseeno nimam toliko nekih zdaj, super mi je bilo, fajn mi je bilo, zanimiva mi je bila stvar, ampak enako fajn mi je bil, ne vem, Conan, enako fajn mi je bilo, ne vem, marsikaj drugega, Terminator. Na nič od tega nisem tako čustveno navezan, da bi zdaj nek film ali pa serija prišla znotraj te franšize ven in bi jaz rekel, fuck off, to pa mi je uničilo otroštvo, bombardiralo, ne vem kaj. Mislim, zdi se mi, da so to mal res pretirane reakcije za nek produkt, niti nek tok kulturn, to je že produkt kulturne industrije. Jaz tega na ta način ne morem, sploh ne znam bredo razumeti, ampak predstavljam pa si, da je tukaj ta bolj nostalgija, ker se ljudje res ne spomnijo niti tega, točno tega, ker edino taki ljudje lahko rečejo, recimo, da je danes Star Trek woke, ker preprosto Star Trek je bil vedno tak, ti se mogoče, ko si bil otrok, nisi razumel, kaj pravzaprav gledaš in si gledal bolj bitke in bolj na površini. Ja, ali pa ti noben ni etiketiral na en način, ki je politično nabit. Ne, mogoče pa to, da v bistvu kao tvojo nostalgijo penetrira nekaj zelo politično nabitega pa realnega. Ne? V bistvu Andor ne skriva svojih preferenc, ne skriva svojih nagnjenj, ne skriva nagovarjanj. In mislim, da je to v psihološko gledano zna biti malo kočljivo za določene fane, ne? Pa ne rečem, da so labilni kakorkoli, samo da pač kao ti imaš tak konstrukt, ne znaš ga mogoče niti locirati, v katerem letu je bil pač tak konstrukt ali pa v prostoru je bil tak konstrukt spostavljen, samo pač veš, da tole, kar trenutno prihaja, da je nekaj, kar ne paše v ta prostor. Ne? In se mi zdi, da so potem ti odzivi, ne, se strinjam, bizarni ali pa mestoma tudi malo banalni, smešni, ne, ampak je tako, še vedno so to ljudje, ki zasedajo ta isto tvoje vesolje domišljije, ne, samo da pač nimajo žaromečev ali pa niso Skywalkerji, ena in ista Uber rasa ljudi ali kakorkoli. Samo pač so eni mogoče bliže tebi ali pa bliže tvojim sosedom, ne, kakorkoli. Tako da to me zanima. Mene ful zanima, kaj tem ljudem naredi, če izvejo, da je George Lucas pač v osnovi Rebelse, torej upornike, zasnoval na Vietkongovcih in Empire na ameriški vojski in da je to bila metafora za Vietnam. Seveda je potem zgodbo odpeljal v kasnejših delih drugam, ampak to je to, iz česar je on izhajal. In to je nekaj, kar je že on pač dejansko priznal. In kaj jim pol to naredi? Tako, to je politično bilo že odvedno. Kaj, mislim, jaz res mislim, Igor, da pač preprosto oni res tukaj bolj gledajo na to, da kot otroci tega niso razumeli. Pač oni bi radi zdaj nazaj in tako, kot je Mito rekel, ne? Danes pa seveda razumejo take podtone in jim gre to na živce, samo oni se ne zavedajo, da je bila prejšnja varianta čista, samo oni niso štekali, ker so bili preveliki mulci. Drugač pa gledaj, mene sicer načeloma nič ne moti, če mi kdo reče, tole me ne zanima. A veš, mislim, zaradi mene gledaj ti 4, 5, 6 del do smrti in pač ostani pri tem. Obi-Wan serijo. Če ne moreš zaspati. Hvala, Igor, ampak pač mene to ne moti, pač vsak ima svoje mnenje, moti me pa to, da pa ti potem skušaš, ne vem, uničiti užitek drugemu, sovražiš nekoga drugega ali pa ga omalovažuješ zato, ker mu je to všeč in podobno, ne. Tega dela jaz bolj ne razumem, kot pa recimo zaradi mene, pač jaz tudi ne vem, že zdavne je za meni Jurski park samo eden, pač prvi film, vse ostalo je res slabo,
Ampak glej, nimam pa noben, zakaj bi jaz imel proti, če mulci uživajo v zdaj, ko bo nov film prišel že ne vem, kjeri, 7., 8. ali 6. Ne, 7. Ja, nekaj takega, no skratka, glej. Okay, ja. Še vedno smo 3 filme proč od Godzilla crossover. Tako da ja, ljudje pač, ne vem, manj se obremenjujte s tem, kaj je včasih bilo in gledajte to, kar dejansko je, ali kaj, ne vem. Ja, to je blurb za Andorja. Ja, mogoče bojo to napisali pred naslednjo sezono gor. Okay. Ja, cool. Skratka, kakšni pa so bili kaj vaši vtisi? Dajte nam, pocukajte nas za rokav na Discordu, Facebooku, Instagramu, Blue Skyju ali če nekaj drugače na X-u ali pa nas nagovorite na lokalnem pikniku za 1. maj, medtem ko mlaskamo pečene bučke. In če se boste do takrat uspeli izogniti imperiju, se poslušamo znova naslednji teden. Pa. Ne vem. Noben od vaju ne zna nobenega pozdrava z vesolja Star Wars. Kaj že imajo neki fracking? Long live and prosper. Ja, ti si zdaj penetriral mojo nostalgijo, da imaš nekaj. Misa says goodbye. Okay. Ok, sad,